Sem Nives Pfeiffer, direktorica kadrov na Leku. Oblikovali smo delovni model za delo na daljavo, ki smo ga poimenovali Odgovorna izbira. Če vas zanima več, si oglejte naslednji video. Delo na daljavo smo v Leku pričeli uvajati že pred 10 leti oziroma še več. To je bila iniciativa Vključenost in raznolikost. S tem smo želeli zaposlenim omogočiti, da čim bolj fleksibilno uravnavajo svoje službene in privatne potrebe. Tako da v vsem tem času smo vlagali tudi v digitalizacijo in seveda s prihodom covida smo lahko že prvi dan začeli od doma delati 1500 ljudi, v nadaljevanju pa je od doma delalo tudi do 1700 ljudi na dan. Tukaj bi rada izpostavila dve zadevi. Eno je krizni timi in drugo komuniciranje. V Leku imamo izpostavljene krizne time, ki jih aktiviramo v situaciji, kot je COVID, in to nam omogoča, da na to reagiramo kar se da hitro. Drugo je komuniciranje. Tukaj je jasno, odkrito in redno komuniciranje z zaposlenimi zelo pomembno. Obveščali smo jih o varnostnih ukrepih, na kakšen način preprečimo širjenje virusa, dajali smo jim praktične nasvete, kako se organizirati pri delu in na kakšen način sodelovati. Obveščali smo jih preko elektronske pošte, intranetu in družbenem omrežju, internem družbenem omrežju Yamru, kjer smo vzpostavili z njimi tudi določeno interakcijo. To je v bistvu krepilo občutek motiviranosti in pripadnosti firmi ter ponosa, da pravzaprav delamo v firmi, kjer je za zaposlene poskrbljeno nadpovprečno. V Leku smo najbolj ponosni na izobraževanje. Na tem področju je bilo res veliko narejenega. Zaposlenim smo dali vrsto napotkov, kako organizirati delo v novem okolju, ki seveda ni bilo najbolj enostavno. Dali smo jim tudi določena virtualna orodja na uporabo in določene self-learninge, ki so jih lahko izvajali sami, organizirali pa smo tudi izobraževanje preko Teamsov. Tukaj so bila predvsem izobraževanja v pridobivanju novih veščin pri delu z novimi orodji na daljavo, seveda pa smo jim dali tudi napotke, na kakšen način čim bolje v bistvu poskrbeti tudi za svoje dobro počutje, kar v tem dani situaciji prav tako ni bilo enostavno. Pri tem ne da smo vključili samo zaposlene, ampak smo šli še korak dalje. Vključili smo tudi družinske člane in njihove prijatelje, kjer smo tudi njim omogočili, da v bistvu preko Coursere, LinkedIna, Learninga v bistvu dostopajo do vsebin, ki so bile zelo relevantne za ta čas. Poskrbeli smo pa dodatno tudi za otroke, ki smo jim omogočili dostop do Khan Academy. Veliko pozornosti smo namenili psihofizični počutju zaposlenih, kajti to je s covidom postalo še bolj pomembno. Zdravje zaposlenih ni samo po sebi umevno, posebej ne duševno stanje v trenutni situaciji, zato je tukaj potrebno veliko truda in vaje. Zaposlenim smo zato pripravili mnogo praktičnih nasvetov in trajnostnih rešitev. Organizirali smo različna izobraževanja na področju zavedanja o duševnem zdravju, delili smo dobre prakse zaposlenih in seveda pripravili tudi za vodje usmeritve, na kakšen način čim bolje voditi time na daljavo, ohraniti njihovo motiviranost in povezanost. Delo na daljavo bo postalo enakovredno delo v pisarnah. V Novartisu se tega zavedamo, pripravili smo delovni model, ki smo ga poimenovali Odgovorna izbira. S tem modelom želimo aktivno spremljati in oblikovati delo na daljavo, ki bi ljudem omogočala, da v neki fazi delajo od kjerkoli in kadarkoli na način, da čim bolje usklajujejo svoje privatne in službene dolžnosti in seveda so pri tem učinkoviti in produktivni. Tako da prva faza tega modela je bila, da smo zaposlene podprli s finančnimi sredstvi za ureditev pisarn.
Sedaj smo tudi vključili zaposlene preko ankete, da pridobimo čim več informacij, na kakšen način si zaposleni želijo delati. Na podlagi teh informacij bomo oblikovali in sproti spreminjali model z dobrimi praksami tudi iz ostalih firm in tega, kar bo znanega na trgu.